Bi zdaj lahko rekla, da bolj mirno spiš, odkar imaš Leticijo? Ja, se pozna. Tudi nekako zjutraj se zbujam bolj spočita. Imela sem nekoliko težav s starim ležiščem, ki je bilo pretrdo in sem imela bolečine v križu oziroma zategnjenost, tako da je v bistvu to kar precej bolje in sem zelo hvaležna, da imajo tako možnost. Ema, povej mi, kaj te je najbolj navdušilo pri ležišču Leticija? Pri ležišču Leticija me je najbolj navdušilo samo udobje in pa možnost individualne ponastavitve postelje, tako da je to spanje lahko res prilagojeno konstituciji vsakega posameznika. Kako pomembno je tebi udobje ležišča? Meni osebno ogromno, zato ker mi regeneracija med samimi treningi pa pozimi med tekmami omogoča, da so moji nastopi čim boljši. Koliko časa pa nameniš spanju in koliko časa potrebuješ spanca? Trudim se, da je to vsaj 8 ur. Je pa res, da včasih zaradi napornega urnika to ne uspe, ampak gledam, da potem za vikend nadoknadim. Če je pa sezona, si pa včasih primoran spati manj. Ja, tako je. Smo navajeni in potem v poletnem delu nekoliko nadoknadimo za zimo. Predvidevam, da veliko prespiš, preležiš tudi v posteljah drugje, kar pomeni, da je še potem toliko bolj dragoceno, da imaš vse doma res eno kvalitetno ležišče. Res je, so različna ležišča, v vsakem hotelu viš nekaj drugega in se mi zdi, da bom še bolj hvaležna zdaj dodatno, ko bom prišla domov. In komu bi tako ležišče priporočila in seveda zakaj? Priporočila bi ga predvsem ljudem, ki imajo kakšne težave z bolečinami v križu ali v katerem drugi predelu telesa, saj ta individualna nastavitev omogoča, da se telo res sprosti med samim počitkom oziroma spanjem. Kje pa si izvedela za spalni center Maremiko? Za spalni center Maremiko sem izvedela na internetni strani. V bistvu sem imela plan naročiti kamero, ki te ponoči snema, kako spiš. Da sem šla tja, naročila kamero in tudi marsikaj novega o sebi izvedela in iz tega vidika potem se odločila za ležišče. A si bolj nemirna ali mirna spalka? Jaz sem kar precej nemirna, tako da ja, tudi včasih kakšno smešno stvar ponoči naredim. In to je kamera pokazala lepo, ne? Ja, tako je, ja. Kakšna pa je bila tvoja izkušnja v salonu, v spalnem centru Maremiko? Zelo lepo so me sprejeli. Vse, kar sem želela izvedeti, sem lahko videla iz prve roke. Salon je izjemno lepo opremljen, ljudje prijazni. Ja, moja izkušnja z spalnim centrom Maremiko je res zelo lepa. Ema, kako ti sicer poskrbiš za vsakodnevno dobro počutje? V bistvu najbolj se mi zdi pomemben počitek in pa regeneracija po samih treningih. To pa naredim z vsakodnevnim sprehodom, ki traja vsaj 30 minut. Pa ja, to, da grem do časa v posteljo in dam svojemu telesu čas za počitek. A imaš slučajno kakšen tak poseben spalni ritual, da preden zaspiš, da morajo biti določene stvari odkljukane? Ja, predvsem se trudim, da zvečer dam na stran telefon, sicer mi doma to bolj uspeva, ker v hotelu enostavno nimaš drugega kot posteljo in pa majhno sobo, tako da to je nekaj tistega, kar se poslužujem. Pa včasih si tudi pišem kakšno misel, o tem nekako zaključim dan. Torej, po napornih skakalnih tekmah ali pa treningih je nekaj najlepšega skočiti v svojo posteljo, ne? Ja, to pa vedno, sploh ker je lahko spanec tako okrepčilen.